Pri igranju klavirja kladivca udarjajo po strunah in ustvarjajo zvok. Če pa ob klavirju zapojemo čisti ton, nato pa utihnemo, lahko od klavirja slišimo nežen odmev. Kaj se je zgodilo ob našem petju? A. Zanihala je resonančna plošča klavirja. B. Zanihalo je leseno ogrodje klavirja. C. Zanihala so kladivca v klavirju in udarila po strunah. Ali D. Zanihale so strune v klavirju. Rumeni so odgovorili D. Menite, da so zanihale strune v klavirju, na tole ste tudi stavili vašega brihtolina. Vijoličasti, vi pa menite, da je pravilen odgovor A, da so zanihala, oziroma da je zanihala resonančna plošča klavirja. Jasna, razloži nam, kaj je povzročila resonanca. Pri igranju klavirja ne potrebujemo le spretnih prstov, ampak si včasih pianisti pomagajo tudi z nogami. Tako koncertni klavir kot pianino imata namreč 3 pedale, s katerimi lahko spreminjamo zvok glasbila. S pedali vplivamo na to, kako ob pritisku na tipko kladivca udarijo po strunah in kako dolgo te zvenijo. Največkrat uporabljamo desni pedal, ki podaljša zven akordov. Zdaj, na primer, tole je brez pedala. Zdaj pa s pedalom. Veliko lepše, a ne? Srednji pedal so klavirju dodali iz obzirnosti, saj utiša zvok, levi pedal pa navadno uporabljamo ob spremljavi vokalistov ali drugih glasbil, saj prav tako rahlo utiša in spremeni zvok. Z našimi glasilkami pa lahko zaigramo na klavir, ne da bi se dotaknili tipk. Če pritisnem na desni pedal in pred klavirjem zapojem, nam bo ta zapel nazaj. Bom poskusila kar z enim močnim A, pa ne se ustrašiti. Ste slišali, klavir poje nazaj. Ko sem pred klavirjem zapela oziroma bolj zakričala, da bi res slišali odmev, so moje glasilke proizvedle zvok z določeno višino oziroma frekvenco. Resonanca je pojav, ko zvok zaniha mirujoči predmet, da ta tudi sam začne nihati in s tem okrepi zvok. V glasbilih lahko tako zanihamo tisti del, ki proizvaja zvok, v našem primeru so to strune v klavirju. Pravilen je zato odgovor D. Kar pomeni, da so si 10 točk prislužili rumeni. Bravo! Hvala, Jasna, zelo lepo je bilo tole.